Pravljični kotiček z Diano na Timi, Kids TV. Dober večer, otroci! Čas je za branje. Pravljica nas vedno zaziblje v lahke sanje. Danes sem Diana za vas izbrala tole avtorice Mojceje Podgoršek. Pazi, vejica. Se vam že sanja, o čem bi lahko tale knjiga govorila? Ne? Ste že kdaj slišali za ločila? Ste? No, ravno o tem tale knjigica pripoveduje. No, pa kar pokukajmo notri, da ne bom preveč dolgovezila. Se strinjate? Sekaj ne. Pika, vprašaj, klicaj, vejica, dvopičje, oklepaj. Pomišljaj, deljaj, tri pike in narekovaj so ločila. In nekega dne so se po pravilih, ki so jih sama določila, v zgodbo takole razporedila. Glejte jih. Koliko ločil. Gremo naprej, da vidimo, kako so se razporedila tale ločila. Piki se je na nosu naredila rdeča pika. A nima pike samo na nosu, ampak tudi po ličkih. Tudi njen lonček ima pike. In ko ima njena mama vsega dovolj, reče: tako bo in pika. Pika je res nepogrešljiva. Povsod se nadvse dobro počuti in ko se ji zazdi, stavek ali zgodbo kar naenkrat zaključi. Poglejte jo, gospo Piko. Gremo naprej. Vprašaj je strašansko radoveden. Vsega zanima, zato v nedogled sprašuje. Le koga tako vztrajno nadleguje? Očka in mamico, seveda. Zakaj, kako, kje, kam, koliko, kdaj? Vprašaj je res pravi policaj. Zahteva, da se mu nemudoma odgovori, sicer z novimi vprašanji zagrozi. Gremo naprej na naslednje ločilo. Klicaj. Klicaj glasno opozarja nase. Pravzaprav kriči: stoj! Pazi! Ne! Ga slišiš, kadar komu nevarnost grozi. Potem se kar na lepem razveseli. Živja! Dober tek! Na zdravje! In zatem od navdušenja hvali. Odlično! Super! Enkratno! Naj bo klicaj dobre ali slabe volje, v zgodbi vedno povzdigne glas, da ga sliši cela vas. Poglejte ga, gospod klicaj. Vejica je zares pogumna. Rada našteva, se vriva, ločuje, pojasnjuje. In če ne gre drugače, se tudi vsiljuje. Pred, ki, ker, ko, da, če. Vejica zagotovo skače. Pa še marsikje drugje se rada postavi. Kadar pa pade z drevesa, raje pazi na svoja ušesa. Gremo naprej. Dvopičje našteva, razlaga in dobesedno navaja. Prikaže se takrat, ko ti mama naroči: prosim, prinesi banane, jabolka in hruške. Ti pa praviš: malo počakaj, prej moram postoriti še veliko stvari. Mačko nahraniti, listje pograbiti in nalogo narediti. Gremo naprej. Oklepaj nosi različna oblačila. Kadar kje nastane gneča, besedo, stavek ali poved, sporočilo ali število vklene in v svoj trebuh zaklene. Včasih se nosi pokončno, drugič poševno, enkrat je zavit in drugič oglad. Tudi lomljen zna biti, a največkrat je okrogel, dobrodušen in še kar poslušan. Oklepaj torej. Pomišljaj je pravi čistun. Ničesar se ne dotika, naokrog običajno hodi sam.
Kadar pa se v zgodbi kdo preriva, seboj vzame brata dvojčka. Včasih se zraven štuli tudi njegov sorodnik, krajši vezaj. A ga pomišljaj ne mara, ker se vezaj prehitro naveže in kar naprej dotika. Zato pomišljaj z njim noče imeti nobenega stika. Deljaj obožuje red in vedno pravično deli. A ne bombonov in čokolade, ampak besede. Pa tudi ne vsake, le tiste na koncu vrstice. Kadar ti pri pisanju zmanjka prostora, ti pomaga in besedo razdeli. Porine jo v naslednjo vrstico, ti pa za njo dobiš petico. Gremo naprej. Kadar tri pike hodijo skupaj, vedno klepetajo, a nobene misli ne dokončajo. Rade pa izpuščajo, se izmikajo in premišljujejo. Tudi nekatere pikapolonice imajo le 3 pike, pa še te so različne oblike. Pa moj lonček jih tudi ima. A če želiš izvedeti, kaj se za 3 pikami zgodi, raje svoje možgančke napni. Narekovaj narekuje, včasih se celo spakuje. Pri tem mu pomaga brat. Kadar kdo govori, eden visi zgoraj, drugi pa spodaj. Včasih uganjata norčije in visita vse povsod. Hura, jupi, ojoj, se celo s klicajem igrata, dokler se za njima ne zaprejo še zadnja vrata. Tako so ločila v zgodbi ostala in z njimi se ne gre igrati, kajti če katero narobe postaviš, zlahka lepo oceno zapraviš. Poslušam, ne pozabim. Poslušam, ne pozabim. Takole se ta knjiga konča. Še eno smo prebrali čisto do konca in spet smo se veliko novega naučili. Zdaj pa, otroci, je čas, da zaprete oči, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in sladke sanje.